Živijo. Jaz sem Matej Gašparič in tole so Arhitektovi dialogi. Danes je moj gost Jaka? Vem. Ampak veš, ko sem mislil že naprej, kaj bom rekel, in potem sem rekel, čakaj, kaj bom že zdaj reči, pa to vem, Jaka. Ne. Okay, kat, ponovi vajo. tle lahko še, ker drugače ne rešimo. Začetek se še da. Ja, začetek pa še lahko. Okay. Ja? Živijo. Jaz sem Matej Gašparič in tole so Arhitektovi dialogi. Danes je moj gost Jaka Hrovat. Prihaja iz Mizarstvo Hrovat. Zdaj, Mizarstvo Hrovat sem jaz spoznal že, zdaj bo pa tega po moje že skoraj 2 desetletji nazaj. Ja, po moje, da res. Ko je oče, takrat sem se še z očetom zmenil, da je pri meni doma delal neko pergolo. In zdaj sicer ne vem točno, koliko si star, ampak takrat si moral biti še čist majhen pobeč. Skoraj otrok, ja. Ja, skoraj otrok. Pa sem malo zgubil stik, ampak zanimivo mi je bilo, po moje to sovpadlo z Jaketovim odraščanjem, da ko sem gledal statistiko, kdo gleda mojo spletno stran, sem videl, da mi zelo veliko ljudi prihaja iz spletne strani Mizarstvo Hrovat. A res? Res. To nisi nikoli povedal. Ja. Tako da, še prej sem poznal tebe, Ja. sem začutil, da se mogoče nekaj dogaja v tem medgeneracijskem shiftu. Tam. Ja. No, midva sva se pa spoznala, ko si ti prišel do mene, da bi naredili tvojo hišo, da bi mi sprojektirali tvojo hišo. In takrat si imel idejo v nekem posebnem aranžmaju. Pa se bova tudi še o tem danes pogovarjala, ampak jaz mogoče ne bi začel s tem, niti ne bi nadaljeval neko blazno predstavitev, ker mislim, da bo dosti prilike, da te spoznam zdaj pa res do obisti. You got me. Ja. Bi začel mogoče z eno drugo temo in sicer nisi ravno novo pečen, ampak si pa še kar mlad očka. Ja, res je. Kako se znajdeš v tej vlogi zdaj, ko si, se pravi, ko sem jaz delal z Mizarstvom Hrovat, si bil ti mulo, Ja. zdaj kar naenkrat oče. Ja, midva sva kar dolg časa odlašala, ali pa ne odlašala, pač mogel bi ta pravi moment, da sva pač se pripravila na družino. No? Midva sva z Vesno drugače skupaj že, se pravi, 12 let. In sva zelo dolg časa živela v moji otroški sobi. Evo. Zato, ker sta bila oba ful leteča, jaz sem veliko delal, ona je na začetku študirala, pa hkrati delala. Pol, ki je pa dobila redno službo, no, sva pa hitro začela nekako skupaj živeti, takrat sva šla pol v Kamniku najem. In takrat se je v bistvu ta prav najin skupen life šele začel. Prej je bilo malo tukaj, malo tam, malo pri njenih starših, malo pri nama, veliko sva potovala, vse vikende sva nekje bila. In tisto, če ni bil obdobje, da bi midva čutila, da bi imela otroka. Pol je pa se življenje malo ustalil, tudi oba sva že nekaj življenja čez dala, no jaz sem zdaj star 34. In ja, pač čutiš, ko pride trenutek. In se zgodi, pa je bil pol prvi splav. Aha. Pa sva si rekla, na vidiš, toliko časa sva rabila, češ zdaj pa, ko sva se pa odločila, da pa si midva želiva otroka, bo pa še otroček še malo počakal, da bo ta videla, pa znala to ceniti. In sva rekla nič. Ja, to pa si predstavljam, da pa res to ceniš. Ja. Pa sva rekla nič, bo že prišel ta pravi moment, pa je bil pa še en splav. Ma ne. Ja.
To pa sploh nisem vedel, da Ja. ste to skozi dali. Ja, ja. Ni bilo lušten, po te prvem ni bilo lušten, po te drugem si rečeš, ja, sej, a mi dva sploh to zmorava, ne? Pa če, če je namenjen. Ja, in je bilo tudi, ko sva šla pol na preglede, pa to vse v redu. Ne? Nobenega razloga, tako da zakaj ne, a ne? No, pol v tretji paratal. In je bilo vse v redu. Ja, super. Zanj sem videl, mislim, to je neverjeten, kako zdrav otrok. In je prišla Ajda, ki je zdaj stara let pa 3 mesece in se imamo ful lepo, ta mala ima ful energije, življenje se ti spremeni. In midva, noben od naju ni imel, da bi rekel, kakšne take krize, ki slišiš od ljudi, zdaj se je pa vse na glavo postavilo, zdaj pa panika, zdaj pa ne morem, ne vem, niti na pier s prijatelji, a ne, v petek zvečer. Pri nama, midva sta bila tako, čutila sva, da je pač čas. In sva ful lepo šla s tem tokom. Sva imela pa en tak mini problem, da mala ni naspala. Dobro, ampak verjamem, da to nista edina. Nisva edina, sploh ne, nisva edina. Vem, se zavedam, ampak če rečem, da je bil en tak šok ali pa ena taka stvar, ki je bila pa res fizično težka, je bilo to, da so bile noči, ki tudi minute nisva spala, so bile noči, ki sva, ne vem, povprečno v ta prvem letu 3 ure na noč, ki zdržiš en teden, ta drug teden te že fajn krivi, ta tretji teden se sprašuješ pa, a so to res vsi dali čez, a se to samo meni dogaja, a je to res treba, a ne? Ampak itak te čez dan z nasmehom te drži in pač družina je nekaj, kar Nekaj lepega. ja, odstehta vse fizične napore, vse ostalo, ki si enkrat pač del družine, ki jo sam ustvarjaš. In to je ful lepo. Naj te potolažim, če po 15 mesecih že v pretekli, ko govoriš, da je bilo težko, sta dobro skozi prišli. Mislim, da smo sta hujga ven, ja. Zato, ker midva sva se po Žanu pobirala, ne rečem, da je bilo skozi tako hudo, ampak sva se res pobirala 6 let. Wow. Preden sva čutila, dobro, mogoče pa bi še enega. Aha. A 6 let je med polje Mislim, ne, da je razlike? bilo skozi tako nespanje, pa Ja, to, ja. ampak je bilo pa na začetku čisto isto. Takrat na začetku je spal na 3 ure, ne, ni se dojil na 3 ure, tako kot so nama rekli, ampak se je na uro, pa so rekli, da se to se pol podaljša. Samo pri nas je samo krajšal. Oh my In God. sva bila na istem, tako kot vidva, Ja. ker ne spiš en teden, misliš, ja, ok, to je nemogoče, pa drug teden spiš. Ja, Ja, tako da- ni hec, pa ja. Ampak je vreden. vredno. Vredno, Spoštujem družine, včasih, ko so imeli to po 10-12 otrok. Mislim, kako mislim, da tam je je šlo to to šlo? drugače. Meni to ni jasno. Tam po drugem, tretjem, po moje, že začnejo uniti večji, male. Pa tudi drugačni časi so bili. A veš, zdaj, glizan sem poslušal na enem podkastu, je en rekel, lejte, zadnjič so 12-letniki ali pa 14 ali pa 10-letniki, pa zelo ne 4-letniki. Ja. Danes imajo te 12-letniki varuško Ja. zato, da jih pas. To je res, A ne? to je res, ja. Ok, pa tudi razmere so bile malo drugačne. to je pa iskreno, ja. Ljudje so bili, saj je bil fizično naporen del, pa cela familija na njivi, Ja. ne? Ampak so bili načeloma skupaj. Pa ne? blizu pa. Pa blizu, ja. Saj danes je pa fizično ni naporen, je pa cel dan te ni doma, kakorkoli gledaš, Ja. pa prideš, glavo imaš zmatrano, ko prideš dan. No? No, pa sej sploh iz podjetja, ti si tudi podjetnik. Ja, milijon stvari se ti dogaja, milijon problemov In ti, da rešuješ. prideš domov, ki si se odštempljal, zdaj se bom pa izklopil. Ja, težko prideš, je kakšen telefon in tako, čeprav to so se kar naučila. No. Včasih sem na vse telefone se javil, pa tudi v soboto, pa to sam, to prideš do ene točke, ki si rečeš, je to res treba. Ne. In, Jaz sem prepričan, in ko pridem domov, telefon tam stoji in če me kdo nujno rab,
Mogoče, če me pa kdo zgolj rabi, je pa pač bomo počakali. Če te nekdo nujno rabi, je tako že prepozno. Ja. Pa nič ni o 5-6 začeti, nič ni nujno takrat. Ja. Točno tako. Ja, lahko te kliče sam prijatelj ali pa starši, kar pa se z veseljem javiš. Jaz mislim, da nasploh te telefone veliko ljudi preveč resno jemlje. Jaz ga za vse drugo skoraj samo za telefonirati. V resnici, če sem čisto iskren, mene telefoni v stres spravljajo in sploh se ne maram prav dosti pogovarjati po telefonu. Če to zavestaš. Ja, ker itak, če me bo nekdo poklical, če ni nič resnega, itak ni nič resnega. Če je resnega, je zelo malo šans, da mi jaz lahko, če bom že lahko dvignil, pa vtegnil dvigati, takrat odreagiral z nečem. Tako da pošljite mail, pa da se jaz pripravim, pa bom pol odreagiral, ko bom pripravljen. Ali pa, če se res mudi sem, se ga hitrejši videl, mogoče ka mail. Telefonov pa res, v bistvu jaz jih pol ne maram, tako da klicev. Ja, mislim, distrakcija je. Če nekaj ustvarjaš, če nekaj delaš, ti itak prekine tisto koncentracijo. In če imaš tega skozi redno vsak dan te prekinitve, ja pa sej ne moreš nič narediti, pa ko se pa na to navadaš, pol pa že pričakuješ, da se bo to zgodilo. Pol, ko nekaj delaš, če te nekaj ne zmoti, ja, ma sam sebe z nečem zamotaš, pa če že na računalniku nekaj delaš, pa dajmo za minuto odprl, ne vem, Facebook ali pa LinkedIn, zato, ker me noben drug ni zmotil, pač 15 minut sem skoncentriran delal, pač pauza. Ja. Mislim, ne samo otroci, tako, ki so prej, preden smo začeli snemati govoriti, tudi mi imamo malo tega sindroma, da rabiš, zdaj sem pa že pol ure ali pa že urco delal zbran, pa nekaj kreiral, nekaj razmišljal, nekaj malo adrenalina v žilo, da vem nekaj, kaj mi bo zdaj. Ja. A pa ne, ti druge stvari ti po glav hodijo, pa jaz moram unga poklicati. Vmes, don se morava zmeniti. Jaz imam tako naravo posla, to je drugače. Zanče je bilo čak, je bil tork, sem imel 72 sklicev. Ne, ampak sej, je res, ker sem imel še prejšnjo firmo, sem jih jaz imel tudi tako na dan. Mogoče ne 72, ampak veliko. Ja. Danes jaz te klice na dan držim pod 5. Ja, to je malo drugače. Pod 5. Ja. Z dnevi, ko sploh ni. Ker res jih novi. Ja. Ne, vse ti verjamem. Ja. In tako je pravilno. No? Ne vem, ali je pravilno ali ne, ampak po moje je smiselno zame meni se to obnese. To je čist, narava posla, kukar imaš. In mi smo še vedno navajeni ljudi klicati. Pri nas je tako, konfigurator naredi ponudbo, ono da povpraševanje, ponudba takoj avtomatsko preleti na mail, ti smo kaj oddal, ne? Pol moš pa narediti odnos. In odnos, če ga delaš po mailu, spet ljudje so bombardirani z vsemi informacijami, če mu ti napišeš mail inač. Če ga pokličeš, pa rečeš, živijo, jakatle, daj kvava skupaj ustvarila, povejte mi, kaj rabite. Pol se pa skonfiguriral. Ja, ker že približno ve, koliko to košta. Takrat pol lahko začneš graditi odnos, poslušati želje, probati rešiti problem. In pač to na konc dneva rešiš ali osebno, ali pa po telefonu. Zato, da narediš odnos. To pa to se pa s tem, to pa veš iz lastne izkušnje, zato pa jaz tudi, dobro, smo že za nekaj naročnikov tudi po Zoomu delali, ker pač niso v Sloveniji, ampak drugače pa vsak sestanek, nič pošiljanja, skupaj papir. Ja, nimaš kaj. Dokler smo ljudje, je tako tudi prav. Mislim, spet ne vem, ali je to prav ali ne, ampak sigurno meni tako sede in ne glede na to, koliko hitro se svet spreminja, jaz mislim, da bom tako funkcioniral, dokler bom se to šel, kar se gre. Zato vam tudi rad to, ker se tukaj zdaj greva, te podcaste, da so v živo. Ne, da si v Zoomu tam nekje, pa samo v spodnicah sediš, pa imaš tele kravato. Ni to isto, ne? To je čist druga. No, imam vsaj razlog, da enkrat v Ljubljano pridem. Nisi dosti v Ljubljani. Ne vem, 2-3 letno. Ok, če greš nekaj iskati na hiter, kad slučajno je tisto v Ljubljani, to naštejem. Ampak, da pa tako greš namensko nekam, k nekomu,
Ne, 2-krat na let. Dober. Ja, ti si večkrat. No, ja, seveda, zaradi tega, ker imam pisarno tukaj, drugače pa. Meni kar pa še tako majhen okolje. Ja. Malo bolj prostrano. Da... Ja, sigurno, sej. Ampak lik zaradi tega, ne, ker pač jaz sem navajen čez dan, da pač veliko stvari pade name, leti čez mene, veliko vprašanj, veliko komunikacije, veliko ljudi. In kad je dan poslovno končan, pač puste me. Ne? Ja, to sem jaz isti, ko sem se videl za Lenko, se bili zdaj stanujemo, ne? Tudi na deželo selila, so vsi spraševali, pa kam se selita? Sem rekel, tlele, pa to deleč od vsega. Deleč od česa. Se vam čist bliz Traven, vam čist bliz Gost, tam ne grem laufat lahko vsak jutr. Pa mir, pa nobenega. Se mene Ljubljana všeč. No, tako kot mesto. Pa tudi ta vibe do neke mere. Težko bi pa živel tukaj. Jaz zvečer, danes smo spok ali tole, ko grem, se odpeljem domov. Jaz ni šans. In lih to, ne, ljudje prvi to se prvo vključuje varnostni mehanizem, ko ljudje razmišljajo, kje bojo živeli. Aha, rabim trgovino, rabim vrtec, rabim šolo, rabim zdravnika, rabim pošto, rabim ne vem kaj še vse, frizerja, tdd. In strateško, kje je najboljša lokacija na svetu, da je vse to čim bližje. In itak so pol mesta, a ne? In meni je zanimivo, da ljudje naredijo kompromis, da gre živeti, pa če dava primer Ljubljano, dobesedno v luknjo, ne vem, 50-40 kvadratov, in jo bogato plača, zato da ima to barok. A je res od toliko vreden? A je več vreden med travnik, pa gost, pa trgovino 5 minut z avtom stran, recimo, a ne? Sej, absolutno smo različni, ampak tako, skozi mene osebno pa, mislim, jaz imam raj gost, pa če je pol ure do trgovine, rajš. Če pa še del, pa še boljš. A ne, pol ure je kar fajn, da je na dosegu. Pa se zdaj vsi pripeljajo. Ja, zdaj že Volt voz iztuša, pa izšpara pa. Ne, voz Volt, ne, še špar voz, Mercator voz. Ja, poleg tega, da že, ja, tako je. Ja, tako da sploh. Ja. Ni nobenega. Je zanimiv, pri meni Volt ne vozi nič. Ne bo Volt pri meni tudi ne, vsaj ne, da bi jaz vedel, ampak vozijo pa vsi te ta veliki. In tudi nobena pizzerija na predele, jaz pa predelač od vsega. Pa hkrati v Domžalah, če to gledam. Jaz včasih, mislim, tako sem rekel, različni smo. Eni pa rabijo ta vibe. Jaz poznam ljudi, ki živijo v Ljubljani in jo uživajo na polno. Oni so na 3 dogodkih na večer, na to, na na 3. Tuk se rabijo medlat. Meni kot introvertu je pa že to, ker imam se strankam, to vrh kape in jaz rabim pol res odklop. Ajde, za Lenko sem še lahko, to je pa pol približen to, da ker ne bi bilo to zame. Ne, kombinacija je zdrava. Sej, če nisi nikoli tako sam ali pa nekje, da ni šundra skozi. No? Ja, sej, kje si pa pol ti kot oseba? Sej nekje moraš biti ti, a ne? Sej itak si med ljudmi tudi, če se le da, pač iskren, odkrit, preprost, kakorkoli, ampak nekje pa moraš tudi sebe slišati, ne samo dajati. Ja. In pač jaz tega ne vidim v mestu, no, iskreno. Ja. No, tukaj me to napelje na eno stvar, ki sem jo hotel sploh začeti, pa je začel na drugem koncu. Ampak ti si odraščal, nisi na deželi. Vi ste imeli hišo tam v tistem naselju? Jaz sem odraščal v bloku. A je še celo tako? Ja, jaz sem bil do... Ne v tisti hiši, ki zdaj oče živi. To je bilo pri 14. letu. Ja, prej smo bili v SPB v Domžalah. Ja, na Ljubljanski, to je bilo zanimivo. Odkje pa ti pol ta potreba, ali ravni iz tega? Ne vem. Po odprtem, jaz tudi mislim, da je to malo, da te življenje do tega pripelje. Pol, ko malo že potipaš, kako stvari funkcionirajo v svetu, v življenju, kako odnosi z ljudmi funkcionirajo. Ugotoviš, da pač na določeni točki si rečeš, a res rabim
soseda, ki gor ruputa nad mano. A res ne smem na glas kihati, zato ker enega zraven tam mot. A res moram se matrati v tej luknji, ker ne morem tudi normalno zvečer iti spat, ker ti avtomobili čez ležeče polcaje zraven 5 metrov stran vozijo. Pač te stvari. Jaz takrat, ko smo bili v bloku, to je bilo irelevantno. Pač jaz sem odraščal pač osnovna šola, košarka pa računalnik igrce. To je bil pač... Kaj si pa igral? NBA. NBA, pa Age of Empires. Age of Empires, to smo bili pa pol tudi še kasneje. Jaz sem pa še sinom to špil. Še med korono smo igrali. Sem si prav kupil na Steamu, tiste je bila Black Friday akcija za 2,99, smo si licence pokupali in smo igrali multiplayer spet. Ja, to je bilo med korono, to je bil še zadnji preblisk. Ampak je bilo lušten. No? Ja, tako da pol smo šli pa v Jarše, ki je oče hišo zgradil, pa mami. Sej takrat smo pa pol veliko zunaj na igrišču bili, tudi se nisem sprašal. Jaz zelo dolg časa sem v življenju rabo, da sem se vprašal sploh, kje bi živel. Sej zato so tudi bila do mojega 30. leta v otroški sobi. Pač irelevanten podatek, ni važno, itak sva skozi nekje. Ampak ja, sej pol pride za tabo in pol bumerang še toliko bolj pride za tabo, no? Ker se enkrat umiriš, pa ostavaš, pa hočeš malo najdati sebe. No? Ker itak je to samo vprašanje časa pri vsakem. No? Ja, mislim, jaz si predstavljam, tako, ker jaz imaš ti to podjetniško pot in to je res, to je toliko enega nojsa. To je ful intenzivno. Ja, res intenzivno, ja. Se vaš o tem, ampak zdaj, v SPB ste živeli, se pravi, blizu v bistvu delavnice. Ja, peš je bilo. A si kaj tam preživljal časa? Manj, kot bi ga lahko. Ja. No, ker to me zanima, ker zdaj vodiš. V bistvu, ali pač s očetom, ne z očetom, kakorkoli. Kako je ta medgeneracijski skok šel, me še zelo zanima, ker se mi zdi, da dobro funkcionira. Res je. Ampak, koliko si bil tam, koliko si bil vpet, a si tudi kaj delal, da poznaš procese, ali nisi, a si padel noter, ker pač si sin lastnika, ali so te vzgojili v to, da boš... A veš, kako je bilo? Jaz kot otrok sem, sicer iz Polk smo se že preselili, pa sem še v šolo hodil v Domžale. Čisto zadnji let. Kakšno šolo si pa hodil, prosti? Srednjo Dragač gimnazija. Kamnik, ja. Tako da sem gimnazijski maturant, pa nedokončan študij podjetništva, kar sem se zavestno odločil takrat, da... Študij podjetništva je nedokončan do konč življenja. To itak, ja, pa še marsikateri drug študij, ampak ja, meni je pasal delati, pa biti, pač ustvarjati, no, ustvarjati, kar pa se v šoli ni dal in to jaz sem bil len učenec, izredno len. Ker tiste stvari, ki me ne zanimajo, pač... No, to me preseneti, da to ti ne prisodil. Tako da imam dve zelo, oba ekstrema, če me nekaj ne zanima. Ampak to ni lenoba. Temu se ne reče lenoba. Temu drugi rečejo lenoba. Pač vedno sem naredil tisti higienski minimum, sred sem se hitro učil, pa dobro učil tisto, kar je bilo treba, ne? Ampak moram reči, da je bilo kar mučno. Osnovno šolo ni bil problem, saj sem bil takrat odličen in zaradi tega sem tudi stopil v podjetništvo, no, to lahko tudi kakšno rečeva pol. Srednja šola je bila pa tako, naredil sem vse v redu, ampak nisem bil odličnak, ne. In v drugem letniku sem imel prvo podjetje. Takrat spletno trgovino. Prodajal sem nadomestne dele za skuterje, mopede, vespe, te zadeve. To je pa zato, ker sta mi starša rekla, če bom v 9. razredu odličen, bom dobil skuterja. In meni je bilo to tako. Edini cilj v življenju, moram imeti skuterja. In ja, mislim, da je bil takrat tisti prvi resen klic po svobodi, ne. In ko sem to dobil, pač, jaz sem se vozil dan in noč.
A res? Ja, Se ja, pravi, to je tisti bilo. bil en tistih Ja. mulcev, ki grejo meni to, Kaj je rupucal na polno. Ja, pa to je šlo skozi prepočas. In pa smo šraufali, pa te dele kupovali, pa skozi v garaži, pa probavati. Pa, Jasno, podjetniška žilca ti ni dala miru, da si pa še in sem pa enemu dilerjev sem začel dobivati dobre popuste in pol sem to začel naprej prodajati. Čist logično je tako bilo, pač zanimalo me je, oče je podjetnik, tudi me je spodbujal pri tem, pa je rekel, da ja ne, pa sem rekel, pa bom ne. No, pol so pa SP odprla, pa spletno trgovino, pa to. Takrat mi je dal 500 evrov, pa je rekel, jaka, zdaj pa vrači, zdaj pa nekaj iz tega nared. In pa se je pač začel dogajati. No, in tiste je bila kar dobra spletna trgovina. No. Zakaj si jo pa zaprl? Nisem jo zaprl, prodal sem jo. Bravo, Ja. čestitam, tako se dela. Ja, po 5 letih, takrat sem bil star 21, še na Hrvaškem sem imel takrat že pisarno, pa še tam komercialista. Hrvaška ni bila v EU in ni bilo konkurence. Jaz sem bil pa tisti, ki sem se pogumno od tistega Berlingota usedel, pa zadnji si mogel še plombo svinčeno dati. Za čez mejo češ, dokler je to v tranzitu, ne sme noben več odpirati. To je bilo, ko sem bil star 18 let, pa kva mi to govorite, jaz nimam pojma, kva delam, zdaj moram pa še to početi. Ne? Pa vse une papirje izvozne, pa izvoz, pa na carino, pa na tehtanje, pa tam so me že cariniki poznali, opet ovaj mali, pa je ti smo mogel poštempljati, ko si šel čez Dragonijo na mejnem prehodu, ne si vrsto za kamione. To si čist legit potlej čez, Ja, jaz sem mislil, da si kontrabando. Ne, legit vse. Ja, pa carino plačati pol tam na carinarnici v Bujah. Tam sem imel tudi pisarno, tako lukno, 9 kvadratov je bila, pa sem jo plačal nekako 100 evrov na mesec najem, pa tam je bil računalnik, misca, pa smo tipkali. Pol se vedel sem, da gre Hrvaška v EU naslednje leto, a ne? In ja, pol je šla v EU in mi smo, pač takrat je že bila pot narejena, ne? In spletna trgovina, vse prevaden, naročila so prihajala. Ja, pa sem pa prodal konkurenci, no. Long story short. Ja, je super, se to ne boš. Ja, in pač bil je takrat moment, ko sem se mogel odločiti, ali se fajn zapufati pri 20-ih, pa pogojno nekaj iz tega večjega narediti, ali pa pač probati prodati, pa se pridružiti očetu. No. Aha, zakaj pa je bilo to? Je bila to logična odločitev pridružiti očetu, ali si imel še kakšno drugo? Ne, sploh nisem drugih planov delal. Ker če sem te prav razumel, nisi bil kuhan in pečen kot mulc v delavnici. Ne, ja, da to nadaljujem. Ne, dejansko ne. Bil sem tam za voljo tega, da ne vem, sem v soboto s otrom šel, kaj je v soboto tudi delal, a ne. Ali pa ne vem, po šoli, da sem kakšno uro tam počakal, da je imel 10 minut, da me je dan pelil, mogoče, da sva kaj pošraufala, ampak ni me fizično mizarstvo, tako me ni veselil. Se je pa pol sestavlja zgodba, ki te veseli, vizija in tako naprej. Ne? Tako da mene vsi sprašujejo, a pol si ti inženir lesarstva? Ne, delač. Mene, če daš predstroj, ne vem, kaj narediti z njim. Iskreno. Ne? Ampak lih to je bila prednost, zdaj, ko za nazaj gledam, ker če bi jaz obstal za strojem, bi še danes bil tam, pa to ni podcenjevalno. Ja. Ampak preveč sem bil vizionar, da bi se zamotil z operativnimi stvarmi. Rajš sem ustvaril, rajš sem, ne vem, naredil spletno stran, poslikal reference, objavil na Facebooku. Te stvari, ki so pa v tej panogi, če gledava zdaj za nazaj, no tako ja. In leta 2012, 2013, ko sem se jaz pridružil, tega v tej panogi ni bilo. Spletno stran, da si imel kot mizar, to si bil top 5%. Ja, verjamem, ja. In takrat na Googlu ni bilo težko dobiti prvih pozicij. Pol si še na Facebook, ne? Greš pa si misliš, pa kva bo firma na Facebooku, to je bilo, ne vem, leto 2015, ne? Kva bo firma na Facebooku delala, saj tam ljudje objavljajo, kako jejo kosilo, pa kako potujajo, pa grejo na dopust, ne? Zdaj bo pa tam nek mizarstvo, kaj vrtne lope objavljal, a ne? Ampak ja, točno to smo naredili in ljudem je bilo všeč. Ja.
kar si jaz osebno nisem mislil, pa kdo je ljubitelj vrtne lope? Pač noben. Imaš pa ljubitelje lepih vrtov, lepih domov, pa sledilce, ki se jim zgodba, ki jo kreiraš, zdi noro dobra. In te ljudje so nas spremljali na Facebooku. Ja, pa se tudi, če on ne kup, se to se meni isto dogaja. Nekdo me spremlja, pa ne bo on nikoli hiše gradil, ampak jo bo en njegov znanc pa ga vprašal, pa bo sam pogovor nanesel, rekel, lej, ti smo moršiti. To je pa the best. In tako da to so bili začetki, rečemo temu, transformacije. No? Ki je tudi nastala prva Kubi hiška, ki smo malo bolj zares ugriznili v marketing. In, vse ostalo je bilo pol posledica. No? Jaz osebno nisem imel pojma, kako spostaviti procese, kako sestaviti ekipo, kako graditi odnose v podjetju. To so bile vse šole, ki so na določeni točki ena po ena tudi vzele veliko časa in denarja in pač bolele so. No? Vedno tako. Ja. Ampak čakaj, pred je sploh do vsega tega prišlo, se mora še nekaj zgoditi. Oče je moral biti toliko, ne vem, kaj bi ti mu rekel, ali vizionarja, ali odprt, ali to, da je sploh lahko prišlo do tega prehoda generacij. Ker jaz poznam veliko primerov, ko so ali ko starši ne spustijo. Dobro, ali ko tam mladi nočijo. Ali pa ko starši teoretično spustijo, v resnici pa še vedno v dozadej neki in pride do klešov, ko mlad pol nekaj hoče, misli, da je dobil priliko zagrabiti nekaj na nov, kar je izven tistih ustaljenih vzorcev, ki so jih starši navajeni in jih slej, ko prej dobi po kremplih, lej, ne boš zdaj ti nas učil. In jaz do neke mere kot starš to tudi razumem. Če bi zdaj prišel, ne vem, se bo mojih otrok nobeno arhitekturo študiral, ampak če bi, pa da recimo pride tudi sem noter, pa da mi pol začne neki pamet soliti, ne vem, če bi bil toliko odprt v praksi, kot sem v teoriji. Dober je bil. In zato mi je neverjeten, ker sem vaja zdaj, ker smo se v tej hiši menili, pa je bil parkrat zraven, pa to pa un, sem ga videl, kako je tam, je prisoten, kot nek modrec, kot nek starosta, ampak več kot očitno te ni blokiral, ali pa zaveral, ali pa ti je onemogočil nekih novih poskusov. To me zanima. No, on je imel to, kar si zdaj govoril, takšno zgodbo je imel on s svojim očetom, z mojim starim očetom. In je bilo boleče. Oče je sicer 97. leta uradno prevzel, ne? Ja. In dediščina se je naredila 4 leta nazaj. Ne? En let preden je staroče pokojni, no? Zdaj se pravi par let v glavnem skoraj do zadnjega diha je skozi bil nek poskus, zdaj, kva pa če bi ti Mare delal tako, kot sem jaz delal. To ni prav, a ne? Mare je tvoj oče, to za publiko, da povem. Je imel pa star oče druge kvalitete, on je iz nič ustvaril nezamisljivo, če tako gledaš. To je bilo pač po vojni. Vojno so doživeli te ljudje, bili so lačni, bili so zgarani, veliko otrok, ki jih je bilo treba nahraniti. On je bil eden izmed tistih, ki pač približno ni upal pomisliti, da pa jaz domačijo verbal, pa tle življenje ustvaril. To je pač, ne vem koliko jih je bilo zdaj, ampak bilo jih je 10 ali pa blizu 10. Vsak naj se po svoje znajde. Ne? In on se je znajdel tako, da je na javni razsvetlavi kabel dol potegnil, pa je na dvorišču prvi cirkular, ki ga je na roke naredil, gor priklopil in je žagal. Pa je iz Gmajne dobil smrekov hlod, pa ražagal, pa iz tega nastal, ne vem, okno, pa dilca, pa ne vem, stol, pa miza. In se je tako začel. Ne? In staroče je imel izredno težko pot in rabo je izredno veliko poguma,
da je prebil tisto, kar večini ni nikoli uspel. Se pravi to, da si ti s svojim delom služiš kruh, pa da kljubuješ vsem tistim stvarem, ki ti pridajo na poti, ti si v socializmu, v 60-ih letih, tako, da si ti imel svoje podjetje, pa pa sosedje, pa davčna, pa inšpekcije, pa mislim, to je bilo faušije, to je bilo žlahtnobe med ljudmi, ljudje so bili hudo traumatizirani in od vojne in od vsega, kar se jim je zgodilo. In zdaj pride nekdo, ki bo nekaj hoče ustvariti, da ti vse to oddelaš, da prideš do točke, ki imaš svojo delavnico, ki si jo sam postavil, svoj posel, stranke, pa da to celo prinaša družini denar. Pa pol še ne plačila, še zdaj, fotor kdaj prav zgodbe, ta prvi posel, ki so se v novo delavnico preselili, so delali stajce za eno nemško firmo, ne vem koliko 1000 stajc, nič dobili plačan. Ta prvi posel. In ko že misliš, da si se pobral, pa te nekaj takole podre. Ja. In takih zgodb je bilo skozi leta ogromno in to človeka izoblikuje. Ne? Pa to, da je recimo, ko je bil v najemu v eni delavnici oziroma v nekem starem mlinu, no, je najel prostor, da je lahko delal in je plačeval najemnino, lastnik je bil v Nemčiji, najemnino je pa plačeval ženi od lastnika oziroma partnerki, kakorkoli. Pride gazda, dam, kje je moj denar, nisi mi nič plačal. Ne? In takih zgodb je bilo ful skozi leta in to te zaznamuje do te mere, da ne moreš nobenemu več zaupati. Nobenemu ne moreš zaupati. In ko človek naredi pri sebi tak zaključek, da nobenemu ne moreš zaupati. To je pa težko živeti. In če ne zaupaš niti lastnemu sinu, je pa pol problem. Ne? In noben ni kriv, če tako gledaš. Dejansko te je življenje do tega pripeljalo skozi vse te dogodke, ki niso bili lahki, pa jih oddelaš, odgaraš, narediš, ampak pustijo rano. Ne? In ja, oče je pa zraven bil, delal od začetka, kadar je bilo fizično treba, po šoli, vikende, takrat, kaj lahko. In je bil od začetka zraven praktično, sej podjetje je nastalo leta 1964, takrat se je oče rodil. Ja, in pol sta skupaj delala, ampak star oče je ustvaril hud posel, če tako gledaš. Mi smo imeli takrat 4 stranko, to je stroj, kosmato dilco spremeni v gladko, lahko narediš opažno dilco, ladijski pod, ograjno dilco, razne zadeve. In mi smo bili pač edini v tej regiji, ki smo to imeli takrat. In to je on je pokupil lasa iz okoliških gmajn, kakor so ga lahko kmetje požagali. In je bila vrsta avtomobilov, domačih mojstrov, ki so to nujno rabili. Saj veš, te hiše v socializmu, v 70-ih, 80-ih letih, vse imajo pod streho te opaže, ki so zdaj stari pa črni. Tisti opaž, kako je že takole. Tako. Ja, to pa gre pa ta sem. Ja, in to je bilo, ali pa ladijske pode, preden si dal po tleh parket in tako naprej. To je vse šlo skozi njega. In na določeni točki je skozi vse življenje postal to ful dober posel in je bilo pač zlato obdobje, takrat, ko si je star oče tudi uspel staviti hišo, vikend, ne vem, imel je Mercedesa v 80-ih letih, da si je lahko privatnik takrat kupil novega Mercedesa. Takrat, ko najdeš recept, kako uspeti, je valjda novš otroka pustil, da ti pametuje, kako uspeti. Skozi vse te šole, ki jih je čezal. Skratka, oče je imel tukaj težko zgodbo, in sta od 97 naprej že on vodi, ampak skozi je bil kakšen komentar, kva pa to, kva pa un, pa mogoče pa to, pa to, pa to. In mislim, da tega ni hotel na mene prenesti pa ponoviti zgodbe.
Ker mi, da sva se dobro razumela že od vsega začetka, super sva funkcionirala, tudi on, ki sem se jaz pridružil, je dobil zagon. Sva Kubi hiško takrat prva sestavila, takrat smo pa še neke brunarce iz Litve uvažali istočasno, pa vroče kadi smo imeli, pa vse to smo dodali. Ja, se spomnim, da ste imeli pa neke sode za fulenih stvari. Fulenih stvari. In smo tudi takrat kar konkretno povečali prodajo. To je bilo treba pol tudi vse narediti. In tam pa je meni in očeta zmanjkalo. Nisem imela znanja, nisem imela izkušenj, kako zdaj postaviti podjetje, ne vem, s 15-20 ljudmi. Ne. In tam sva imela obdobje, ko so se tudi najna mnenja ful razlikovala. On je ziharaš, on dvakrat vpraša, jaka pa sti zihar, da gremo v to. A pa res rabimo to? Pa jaz poln zagona, mlad pa naumen, brez obveznosti, razen podjetja, brez otrok, brez stanovanja, brez kredita. Pač, zakvapa ne, dajmo vse, ne, dajmo vse. In tako, jaz sem se mogel še zaleteti ene parkrat, preden sem tisto zdravo mejo najdu, do kam še tvegati, ne. Ker če te žene adrenalin, ni dolgoročno, ni dober rezultat. No. In me oče nazaj držal, ne, jaz bi pa kar bazlal. Ne. In tukaj sva imela fazo, ko sva se mogla odločiti, a bom prevzel, a ne bom, na kakšen način bom prevzel. In sva se pol ful lepo zmenila in to, da ne boš mislil, to ni neka pogodba, to ni nek. To se je pol kar samo od sebe. Družinske pogodbe, tako kot je Zerški. Nimam. To se je samo od sebe pol zgodilo. On je spustil tisti del vodanja, jaz sem že ogromno tega pol tudi čez dal mentorco, sem jo Tanjo skazal, ona mi je ful dala, tudi takrat smo to transformacijo delali v podjetju. Ne. In takrat sem se jaz učil. In on se je učil. Ne. In v določeni točki je pol res rekel, jaka, lahko vodiš podjetje, ne bom nič v narekovajih te nazaj držal. Ne. Jaz bom v prodaji, pusti mi prodajo, uživam v tem, sem rekel z veseljem, pač uživaj. In on je v prodaji, on je uradno drugače v penziji, ful mu pa še prodaja. Ampak, ker ima pa vse, pač ful uživa z ljudmi na ta način, da pač z nekom nekaj ustvarja, no, kakorkoli, ne. On je poln idej še zdaj, ful ima energije in njemu je penzija to, da lahko dela, kar želi, in on to želi. Ne, se njega, ki ga srečaš, ki ga vidiš, tiste žive oči, tako kot tvoje, ampak tam še vedno, pa tam tako zanimanjem, vse zanimanjem. Ful, ja. Se pravi, ti je čist, kljub samo pol v neki točki, ker mislim, da v nekem obdobju je to sigurno idealna kombinacija. En mlad pa neumen, ampak poln energije, pa z neko vizijo, ki bo probal milijon stvari, pa nekdo, ki ga glih prav ali malo usmerja, malo mečkaj nazaj drži, ne pa, da ga zategne. Ne. In očitno sta vidva ta del dirke dobro speljala. Dobro se je šlo. Nisi nikjer voz v blad potegnil? Nisem ga v blad potegnil, nisem obupal. Na cesti, če bi on preveč zategnil. On je pa pravočasno rekel, tle imaš. Ne? In tudi zdaj, mislim, sej veliko je bilo tudi tukaj na men to, da se ohrani spoštovanje do vsega, kar je bilo do sem zgrajenega. To se je spoštovanje itak po moje osnova. To je osnova. In tukaj jaz še vedno dajem ful veliko na to, da če on reče, to ne štima, pač jaka, ustav se, pa poslušaj. Ne? Pa če je treba, pripelje še vodjo proizvodne zraven, pa projektanta, če je treba, pa še koga. Če on reče, da nekaj ne štima, moramo pač poslušati. Ker on ima po 40 letih, več kot 40, po 45 letih delovne dobe v tem podjetju, točno ve, kako kaj narediti, pa rešiti. Ne? In pač nimamo pravice pa matvati mulotik, smo tle 10 let. No? Ne reče, instinkt sem ni, to te preprost
dobiš toliko izkušenj, da ti spidey senses začnejo včasih tinglet, tole pa neki... Ja, tako da te senzori so vklopljeni in ko se lučka posvet, se z razlogom. No? Ja.